Cenjeni gospod minister, dr. Vasko Simoniti, cenjeni gostje, dragi kolegi, gospe in gospodje, lepo pozdravljeni. Zelo smo veseli in počaščeni, gospod minister, da ste sprejeli naše vabilo, zaradi tega, ker danes obeležujemo za nas zelo pomemben dogodek za naše 4 muzeje, ki bo nekako okronal naše prizadevanje po še tesnejšem sodelovanju, tako na področju promocije, popustov pri kartah, razstav, ki jih prirejamo v stopnišču, stavbe državnih depojev, potem skupnih aktivnosti, spremljevalnih aktivnosti, ki bomo potem ta prizadevanja tudi kronali tako, da bomo podpisali sporazum o še tesnejšem sodelovanju na podlagi tistega, ki smo ga podpisali lani. Prav tako vas prosim, da odprete tudi razstavo Tehniškega muzeja Slovenije, ki smo pripravili ob 70-letnici našega muzeja in ki tudi govori o dobrem sodelovanju s Parkom vojaške zgodovine, ki nas gosti. Upamo, da čez nekaj let boste tudi slavnostno odprli prenovljeno bistro. Zdaj pa vas vabim, da nam spregovorite par besed, potem pa, da se nam pridružite na ogledu depojev državnih muzejev. Hvala lepa za obisk. Ja, če dovolite, vesel sem danes tega obiska, torej predstavniki in ravnatelji muzeja Parka vojaške zgodovine, Narodnega muzeja, Muzeja novejše zgodovine in Tehničnega muzeja bodo danes podpisali sporazum o medsebojnem sodelovanju. Torej, to, kar je že gospa direktorica Tehničnega muzeja povedala. Poleg tega gre tudi za skupne depoje, ki jih te muzeji tukaj pravzaprav imajo, bojo tudi razstavni, kakor vem, kar se mi zdi imenitno. Danes smo hkrati tudi na obisku v tej regiji, ki ima izjemne, kako bi rekel, naravne danosti, od Cerkniškega jezera, Postojnske jame, Škocjanske jame in podobnih zadev, hkrati pa tudi mnogo gradov in kot torej neko osrednja institucija, ki je silno obiskana, en najbolj obiskanih muzejev v Republiki Sloveniji, če ni najbolj, torej Vojaški muzej, ki je skupaj z ostalimi 3 muzeji sklenil pravzaprav eno pogodbo o svojem medsebojnem sodelovanju. To je zgled lahko za vse muzeje pravzaprav v Republiki Sloveniji, tako če hočete na regijski ravni ali pa tudi na državni medsebojni ravni. Jaz se tega veselim in verjamem, da bojo tudi rezultat tega sodelovanja, da bojo kmalu vidni v skupnih programskih nekih konceptih, morda razstavah in tako da čestitam in se zahvaljujem torej za njihovo iniciativo. Mislim, da je to tudi za Ministrstvo za kulturo, ki je glavni, bi človek rekel, spodbujevalec ali tudi financer, torej saj do določene mere vseh muzejev, v Parku vojaške zgodovine, smo pa vendarle uspeli tudi to, da je postal pooblaščeni muzej, kar je imenitno. To so zdaj partnerji, ki so, kako bi rekel, garant ene muzejske dejavnosti v Sloveniji in še enkrat čestitke in hvala lepa. Boste šli pa spet se podpisati, seveda, z veseljem. Mislim, da je imeniten dogodek in da bo krasno sodelovanje. Evo. Jaz bi zelo še prejko pa se zahvalil ministru za ureditev našega statusa, za pridobitev pooblaščenosti, po 15 letih trudov, napora, trdega dela, ne nazadnje tudi na tej lokaciji je uspelo urediti ta status in se vam minister res zahvaljujem za vaš angažma pri tem. Vem, da ni bilo enostavno, da ni to tako res je zapletena reč, ampak obljubim, da se bomo trudili naprej in intenzivno delali na muzejskem področju. Hvala.